Matko, pazi, ko greš v starejša leta, počasi znižuj in daljine in intenzitete. Eto, tudi olivno olje nisem nikoli prodajal, vedno ga podarimo. Ne? Tako da nekako najboljši del sebe vedno poskusim podariti. Tako da sem jaz z njo odpeljal na 5-kilometrski plavalni maraton, a ona mene na pravi 42 km dolgi ljubljanski maraton. Na tem maratonu v Radencih bil edini ne temnopolti nagrajeni tekač. In ne bom pozabil, prihajamo v cilj, za eno roko me drži Jasmina, za drugo roko me drži en Darko iz Zagreba in Srbija, Slovenija, Hrvaška prihaja v tem trenutku v cilj ljubljanskega maratona. Jaz pravim Špeli tiho, Špela, samo pokri to številko, da sem slučajno ne vidi, daj to bundo čez, ne? Kliznimo mimo, ker nas bodo ubili, če izvejo, da je zaradi nas avtobus spremenil svojo smer, ne? Život ide dalje, život brzo prolazi, al bojim se da dobar smo par bili mi, možda bi i mogli pokušati ponovo, al bojim se da ovaj je put gotovo, jer samo ti mi ubrzavaš sanje. Jer se ja još uvijek palim na tebe. Ako su to bile samo laži, lažimo se, bar još malo. Oh yeah! Ako su to bile samo varke, varajmo se, varajmo. Dame in gospodje, kakšen intro, a? Mogoče se kitara ni slišala v popolnosti, slišal se je pa ta žametni glas, koga imam danes v gosteh, ja, prvega dalmatinskega kitarista med tekači, to je Matko Josipovič. Matko, dober večer, živjo, pozdravljen, dobrodošel. Dober večer, Slovenija! Tole je bilo izvrstno. Spomnim se teh tvojih performansov pa izvajanj, ja, na naših maratonskih izletih, do tega še prideva, ampak najprej, Matko, kako si mi danes? V redu, evo, kulturni je praznik, nisem šel v službu, sem se spočil. Špela je dežurna, znate, veliko je dogajanja v svetu in okrog nas in je nekdo mora biti, ne, v službi, da nas drži obveščene o vsem, kaj se dogaja. Kako si to lepo povedal. Ja, tako danes je padla savna, veste, super. Leta so v kosteh, čutijo se leta preživljena v Dalmaciji brez centralnega gretja kurjave, ne, in posledično rabim savno za moje utrujene kosti. Tudi mi, ki nismo preživljali let v Dalmaciji, cenimo savno in to, kar si povedal, ja. Na vsak način. Kdaj si nazadnje tekel, Matko? Nazadnje v četrtek živalski vrt tam štartamo in da naredimo en lep tek po krožniku. Sicer krožniku, ja, ste slišali, po rožniku, in ker gremo okrog rožnika, je to krožnik. In na koncu te sprašujejo, kje si bil? Tekel sem okrog rožnika, ne, tako da evo. Torej, tečemo na rožniku, treniramo, pripravljamo se za splitski maraton koncem februarja. Krožnik ima tudi ta svoj pomen, ga upraviči večkrat, kaj ne, saj po teku je tudi kaj na krožniku za popikati. Pa za... Ja, ne mi o tem govoriti, ker sem se zredil 8 kilogramov, ne, zdaj sem začel vse jogurte in vse, kaj je spakirano mleka in ostale izdelke gledati. Najprej kalorično vrednost, potem vsebnost maščob, ogljikovih hidratov, beljakovin, ne bili se nekako jedli, spravijo vred, ne. A pa pomaga? Ja, pomaga, ko se držiš, ko se ne držiš, ne pomaga, ne, zanimiv efekt.
Seveda, jaz se ne držim. Ne? Tako kot noben od nas. Ja. Prekletstvo diet je to, ja, da ne delujejo, ker se jih ne moreš držati. Ja, pika, konc, klinc, palc. Ne. Ampak vse so še druge radosti v življenju. Kaj boš tekel v Splitu letos? Ja, pozabil sem, kako se zove ta gospod, ki je stari tekač na smučeh, ne? Ki je trasiral recimo sarajevski tek na smučeh v času zimskih olimpijskih iger. In je bila ena lepa oddaja z njim na TV-ju in je rekel: Matko, pazi, ko greš v starejša leta, počasi znižuj in daljine in intenzitete. Tako da, evo, zdaj počasi znižujem, torej samo ponarkuje polmaraton. Teku pa si takrat jubilejnega, točno pa rekel, tik pred koncem sveta, pred korono maratonskega, ne, v Splitu. Tako je, v Splitu, ja. Zelo težek maraton, ker psihološko po 30 kilometrih prideš mimo samega cilja. Ne. In slišiš napovedovalca, kak govori imena ljudi, ki prihajajo v cilj, ne, a ti veš, da tebe čaka še, kak je rekla Špela, ko zagledaš Pelješki most, potem obrneš nazaj, ne. Torej, tečeš iz Splita 5 km proti jugu in onda 5 km še nazaj. Torej, ko zagledaš Pelješki most, obrneš nazaj in še 5 km do cilja. Tako da je zelo psihološko težko, ne. A tudi maraton, ko maraton ni lahko, zelo je dinamičen, razgiban in tako dalje. Ja. Ja, jaz še nisem zbral zdaj čist poguma, pa sem kakšen maraton težek v teku, da bi v Splitu ustreza mi polovička, izjemno mi ustreza se spuščati potem dol z Marjana, pa razmišljati samo še teh par kilometrov, pa cilj, pa gotovo, potem pa iti nazaj na Y, kot si rekel, pa čakati maratonce, ki pridejo tja, pa s tistim žalostnim pogledom pogledajo levo, pa jim reče še malkar desno, samo še 11 km pa pol, in ne vejo, ali bi ti poslali sredinec, ali bi ti pomahali, ali bi skočili kar tem v vodo. Ker je psihično mogoče še bolj zahteven kot fizično. Tako boli ta ironija, ko si ti na stezi, pa ti nekdo reče, ali v dobri veri, ali v slabi, ne, še malo. Ne. Sam še malo, ti bom jaz dal, sam še malo. Ne. Ja. Ja, če je to kakšna punčka mala ali veček, ne. Oprostiš, ja. Oprostiš, ne, ampak če je malo večja punčka in ne oprostiš, ne. I'm sorry. To je res, ja. Dobre. Sem že videl plakate, samo še malo na 6. kilometru maratona. Ja. Pa sem rekel, to je pa res prevršen smisel za humor, ja, tistega, ki to piše. Meni je všeč onaj, ati, Kenijci več ne zmorejo, ati. Matko, tale tvoja črna kitara, ja. Kitara, ja. Ja, je to, rekel, kakšna posebna kitara, je to tvoja vsakodnevna ali samo za velike praznike? Ja, jaz sem igral v kulturnem društvu in sem spremljal med ostalim tudi klapo, ne samo plesače. In veste, sanjal sem o eni 12-strunski kitari. In je en fant, ki je z nami igral, rekel, pa imam jaz doma v omari eno kitaro, stoji mi, jaz sploh ne igram, bi jo ti kupil od mene. Ne. On je v glavnem iz Londona pripeljal. Ne. Samo veš, jaz sem vzel žago, pa sem jo skrajšal, pa sem 4 ključe dal stran, ostalo je samo 8 žic, ne, namesto 6. Ne. Seveda sem jo kupil in jo je predelal, ne, zdaj je tukaj v mojih rokah, oče je dal celo mesečno plačo za njo. Evo, tako da veste. Oče, ki v nedeljo slavi 85 let, 85 rojstni dan, je svojemu sinu dal za kitaro, to je tedaj bilo kakih, ne vem, 400 mark, tedaj je to bila plača enega inženirja iz splitskega vodovoda. In potem je ta kitara romala z mano po celem svetu, bila je v Južni Koreji, prepotovala je celo Evropo, seveda vse dalmatinske otoke, nastopal sem na Mariborskem Lentu, nastopal sem v Cankarjevem domu, tako da evo, že sem bil in na slovenskih odrih. Zanimivo. Kaj pa jaz sploh počnem v industriji, razumeš? Zakaj me ni na estradi, Marko? Očitno, imaš preveč talentov imaš, da bi samo
stajajo tamle. Saj ne vem, kaj rečem zdaj, ali si boljši inženir, ali glasbenik, ali tekač, ali vse to je človek, pri mnogih talentov, pa da bi te, ne upam si te predstaviti, ker ti bom delal krivico, pa vseeno bom povedal samo par faktov. Matko Josipovič, dame in gospodje, ki je moj gost v 134 epizodi podcasta, gre za te, ki je Dalmatinec, to ste že ugotovili, glasbenik, elektroinženir, partner, oče, ki je iz Splita preko Maribora prišel do Ljubljane, ker živi, teče, kolesari, plava, igra na kitaro, prepeva, se veliko heca, je maratonec, triatlonec, urbani tekač, vedno je dobre volje, človek z nalezljivo energijo in nabrušenim smislom za humor. Opa, kak si me zdaj dobil? Dalmatinska duša, tekaško srce, kaj ne še reče, Matko, povej mi, kaj o tebi še ne vemo, mogoče tako, kako bi se opisal tako v enem stavku sam? Ja sebe da opišem. Evo ena lepa anegdota, metafora. Oče, bolijo ga kolena, sedi na gomili in bere olive. Jaz kakučem okrog njega i berem tudi jaz to, kaj on ne more dosegniti. I pravi, mati, koliko je stara ova oljka? 400 let, sine. I potem se ja zamislim, vidiš, mi beremo trude naših pra dedekov. In to je bilo 4-5 let nazaj, sem si dal nalogo, da nadaljujem tradicijo Loze Josipoviča, sem kupil en motokultivator in začel z obdelavo oljk. Špela se je naučila, kako se oljke obrezujejo, in smo to leto nabrali 700 kg ploda in dobili 120 litrov olja. In sreča, ki sem jo videl, kako žari iz očeh mojega oca in matere, je bilo nekaj, ker me nekdo sprašuje, ali se to splača. Ne? Splača se, ko vidiš srečo v očeh svojih staršev. Eto, to je nagrada za vse trud i ona želja da čez 100 let neki mali Matko skakuće okrog svojeg očeta i sprašuje, oče, koliko je stara oljka? Oče mu reče, 500 let. Ne? Eto, vidite, kako človek se sprašuje kako da odgovori na ono vprašanje iz bijelog dugmeta. Ne? O meni se ništa neće znati. Evo kako se bo o tebi znalo. Seveda, ne bo se znalo po imenu i priimku, ampak nekaj bo za tavo ostalo, ko odideš s ovega sveta. Eto, tako da, ne vem, za to živim. Ne, mogoče sam idealista, ampak za to živim. To si tako povedal, ja, postal sem kar malo ganjen. Ti zmeraj znaš, Matko, dragi prijatelj, povedati stvari na poseben način, da človeku daš misliti, jasno, sej za nobenim od nas slej ko prej ne bo stal ne ime priimek, ampak človek premišljuje o tem, da smo potomci pogumnih ljudi, delavnih ljudi, ki so morali preživeti, ker če ne bi, ne bi bilo, pa ne bi bilo naših praprednikov in to na 100 generacij in je kar, mi smo res selekcija najboljših od najboljših, če tako pogledaš, skozi milenije in naša naloga najbrž je, da to tradicijo potem na en način predamo naprej. Tako, da je naše poslanstvo to. Ti imaš hčerko, kaj hčerka meni o svojem očetu, če bi jo vprašal? Joj, imam eno eno lepo fotografijo, ki mi je ona poslala, kaj se meni o meni. Zdaj mi je žal, da jo nimam tukaj, ne? Ampak ne boste verjeli, zelo spoštuje moj smisel za humor. Evo, tako da zdaj Špela bo slišala, pa se bo zelo smejala, ne? Ampak Sara zelo spoštuje, a ti je smisel za humor. Eto, izvoli, ja. Sara je meni za rojstni dan, kako zna, da se ukvarjam s kitarami, kupila ukulele. In sem jaz prosviral hitro ukulele, ker je to zelo podoben inštrument. In je ona videla, da to gre. In je rekla, a lahko ti meni daš ta ukulele? In sem jaz njo dal ta ukulele. In v 4 tednih je ona prešišala Atija v igranju ukulela preko YouTubea in teh posnetkov. Ne?
Seveda, jaz sem sebi kupil drugi ukulele, potem smo mi dva v tandemu igrala. Ta drugi ukulele je bil z nami v Berlinu enega leta. Spomnim se, še na busu smo prepevali potem, vse možne komade, ti si pa igral tisto mini kitarco na tisti ukulele, je bilo nekaj posebnega. Jaz sem potem, po mojem takrat zaradi tebe, enkrat nekaj videl v akciji ukulele in kupil tisto glasbilo, ga dal svojih hčerje. Ampak zgodba je ista. Dosti podobna, ampak jaz sem nulti talent za glasbo, moja žena več, ampak hčerka pa, ki za nalašč potem ni hotela prek YouTube se naučiti tega. Tisti ukulele je potem ni postal uspešno glasbilo, ampak vse kaj drugega, ampak nikoli ni prepozno, bom še enkrat poskusil. Mogoče se pa jaz naučim, pa bova midva igrala na enem Berlinu, ko bomo spet potovali tja. Torej, Sara študira psihologijo, je že drugi letnik, hotela si je, to je spet ta primer, ko človek nekaj hoče, pa si to ustvari, študira v tujini in se upisala na študij v Amsterdamu in zdaj že drugo leto tam živi, študira. Sabo je vzela bas kitara, rekel sem hčerko, a ti bo pošiljal denar, koliko lahko, ampak v trenutku, ko bo zmanjkalo, imaš bas kitaro, dole ogromno teh jazz klubov, basiste vedno manjka, bas je vedno pomemben. Lepo se sedeš v traga, igraš, dobiš svoj denarček in evo ga, živiš naprej. Si ti kdaj služil z glasbo, če sem že pri tem? Ne, nekako mi je bilo prodajati del sebe, ta del, ki je precej intimen in precej emotiven, bi bilo nekako vedno škoda. Daleč od tega, jaz spoštujem ljudi, ki živijo z glasbo in od glasbe, seveda, ampak jaz nisem, enostavno nisem. Tudi olivno olje nisem nikoli prodajal, vedno ga podarimo. Tako da nekako najboljši del sebe vedno poskusim podariti. Če se le da. To ti definitivno uspeva. Dragi Matko, poklicno si elektroinženir, če se ne motim. Tako je, delamo v Logatcu, v enoj firmi, ukvarjamo se z avtomatiko, avtomatiziramo stroje in ljudem olajšujemo delo, da se ne namesto njih, da roboti in avtomatika opravi to težko in včasih za zdravje zelo nevarno delo. To je tudi ena naloga, hočem reči, ki jo vidim in ona mi da navdih, da vsako jutro ob 5 vstanem in se zapotim v Logatec in najlepši del dneva, svetli del dneva pustim tam v tem podjetju. Ampak če to bo nekome olajšalo življenje, spet trud je poplačan. Se mi zdi, da ti vse, kar počneš, res počneš z nekim žarom, pa z zadovoljstvom. Ni to ravno v navadi, kako te gledajo so ljudje tam okrog. Ponavadi marsikdo zjutraj v 5 vstane s težavo, pa mora iti na šiht, pa ne bo še tako zadovoljujoč, ampak pa popoldne, potem na trening in tako naprej, pa same težave. Pri tebi pa ta dalmatinska duša, ali kako, skozi te težave hitro vidi in najde zmeri nekaj pozitivnega na drugi strani. Tako da si bil z mano v službi v torek, ker v ponedeljek so se vključila Špelo v zbor za vse, en zbor, ki deluje v Šiški, in sem to bilo ponedeljek zvečer in v torek sem se vstal, šel v službo in so mi te pesmi se vrtele v glavi. In sem prišel v službo in sem žvižgal. In me kolega gleda, pravi, pa veš ti, da je prepovedano zvižgati v službi, ker delodajalec bo mislil, da nam je dobro in lepo, pa nam bo znižal plače in tako dalje. Jaz sem rekel, Boru to prosti, ampak to je prišlo iz mene, slučajno. Tako da ne vem, kaj naj rečem. Život je kratak, brzo prolazi, tako, to smo zdaj peli v tej pesmi. In je res ga treba živeti in škoda je, da živimo v nekemu krču, v nekemu strahu od vsega in vsačega. Seveda, strah je dobra stvar, treba biti pameten, tako, ampak ne se bati najprej samega sebe, potem vsega ostalega, globino vsemu, kaj počnem. In to mi da navdih, da premagam probleme in težave, a ne?
Jap. Matko, to so, mislim, zlati citati. Tale pogovor se je še dobro začel, pa je že neverjeten. Povej mi, prosim, eno stvar. Kako se Dalmatinec iz Splita znajde najprej v Mariboru, potem pride v Ljubljano, tam zaživi in ustvarja dela, se ukvarja s športom, glasbo. Kako se je ta pota zanesla v Slovenijo, vendarle? Kot mladostnik sem vedno govoril, živel bi rad v tujini. Ampak edina država, v kateri ne bi živel, je Slovenija. In evo ga, vidite, treba paziti, kaj se govori. Ne? In sem prišel v Slovenijo, jaz sem nekaj časa učil na šoli gore blizu Varaždina, tam je prihajala Mariborčanka, ki je predajala zgodovino umetnosti, ker je poreklom Hrvatica. In eto, sva se znašla skupaj in poročila, eto, jaz sem se preselil v Maribor, trajalo je to 10 let, sva se razvezla in sem se po 10 letih znašel v Ljubljani. Zdaj, Slovenija, to je kulturološki šok za Dalmatinca, sam Zagreb je kulturološki šok za Dalmatinca, ne Slovenija, razumete? Ne vem, odkot naj začnem. Ob sobotah sem plačeval položnice v Mariboru, to se spomnim, ko bi se nabrale in sem imel časa, ker drugače sem bil zaseden čez teden in bi jaz prišel pred 8 uro na pošto, čakam, da opred pošta, bila je ena simpatična uslužbenka v pošti, zato sem šel na to pošto. In bi ona odprla vrata, jaz bi prišel notri, a ona bi rekla, joj matko, ne matko, nego, joj gospod, kak ste danes zgodni, a jaz sem se pogledal, veste, ona, in užival v komplimentu mlade dame. Eto, vidite. Tako da ne govorim o tem, da sem vmes ušel na burek, pa me sprašuje ovaj gospod, ki prodaja, a boste sirovega? Jaz pravim, veste, doma nimam pečico, če bi ga vi lahko popekli, veste, kako je. In tako iz teh nesoglasij, veste, ne vem, stisneva za WC, vozite, pa piše Ljubljana Zahod, ali Celje Zahod, ili date ime počivališču Lopata, potem vam nič več ni jasno, kako počivališče može biti Lopata. A najbolj simpatičen je moj oče. On je prišel na obisk sa Katrico, stari gospod, pa Katrica, veste, to gre počasi, in tam nekje, veste, ono metlika, tam nekje, ki se vleče, ona klančina gore, pa piše posebni trak za počasna vozila. A oče bere trak za počasna vozila. Ne bom jaz išel v trak za počasna vozila. In lepo on vozi v traku za normalna, hitra vozila, za njim kolona, svi trubijo, on pravi, hvala, vendarle bom ostal v tem traku. Počasno je počasno. Evo ga, in tako iz teh fint je veliko moje slovenske izkušnje prišlo. Maribor in Ljubljana, če že imaš to ne samo slovensko izkušnjo, to bogato, zdaj imaš še 2 prestolnici, v katerih si živel, doživel in puščal marsikaj. Ima Maribor svoj draž, ampak Ljubljana je metropola. V Mariboru sem večkrat bil na nacionalni bazi užaljen. V Ljubljani mi se še to ni zgodilo. Očitno multinacionalnost Ljubljane ima svoje čari. Maribor je ostal nekako na zunaj razvoja Slovenije in je nekako ostal na nekem nivoju svojemu. Zdaj verjetno se je to spremenilo, odkad mene ni tam. Ampak v času mojega bivanja v Mariboru se je to debelo čutilo. Tako da jaz nisem mogel naći niti službe v Mariboru in potem sem moral delati v Avstriji in se vsak dan peljal v Avstrijo in nazaj. Tako da tudi tu je bilo ogromno dogodovščin, anekdot na meji, ki je tedaj bila trda meja in katera me je vsak dan pregledala do dobra, in me spraševala, kam greste. Jaz grem v službo. A kje delate? Pa tu, Deutschlandsberg, kraj Graca. Od Koste, iz Splita.
Kaj, vsak dan se peljete iz Splita v Graz, ma ne, v Mariboru spim, a v Mariboru spite, kaj delate v Mariboru, a tam sem poročen, a v poročeni ste, in tako dalje, tako dalje. In ko meni enkrat ni počel film in zjutraj sem cariniku na meji rekel, veste, zdaj sem jaz v Sloveniji v zakonski zvezi z 2 ženami, z 2. On takoj kliče, da me zaprejo, jaz pravim, hčerko sem dobil, gospod, ne, tako da, evo, vidite. Nisem ostal dolžan, ker 100krat vsak dan so me videli, ne, na meji in vsakič so me do dna pregledali. Ne. Ampak dobro je. Evo, zdaj smo, meje so ukinjene, upam, da so, živimo v svetu brez meja. Mislili smo, da s tem je stvar rešena, ampak vidite, da ljudska vrsta vedno najde način, da si zagrenka življenje. Evo. Če nas ne uničijo potresi, kot zdaj ta žalostni potres v Turčiji, ne, nas uničijo vojne, če jih ni, mi jih izmislimo. Ne, to je. Ampak, kaj ćemo? Ja, preden gre na boljš, gre ponavadi še malo na slabši in tako naprej, kako že pravijo. Očitno so to kolcljaji evolucije, civilizacije, ki gre naprej na način, pa rabiš se vmes še spominjati, kako je bilo, no sej, mogoče nič napak včasih, ampak kakšne stvari bi pa lahko že prerasli. Ampak ne bo šlo v te filozofske debate, povej mi raje, koliko časa si zdaj že v Ljubljani? Od leta 2010, evo, znači to je moje 13. ljubljansko leto. Ampak tekel si pa že prej, ali kako? Da, ena skupina iz Ilirske Bistrice, na čelu s Tatjano vodjo in Mojco, našo triatlonko, me je povabila med svoje vrste. Ne? In jaz sem tedaj bil nekako začel s triatlonom, skratka kupil sem eno kolo in mi je sosed rekel, pa ti veš, da v Mariboru obstaja triatlonski klub. Ne, nimam pojma. Ne? In ker je vedel, da jaz plavam in da imam zdaj kolo in da tečem, rekel, vidiš, ti nekako poveži ta 3 športa in se javi v triatlonski klub. Eto, in tam sem srečal Mojcu in Mojca me je takoj povezala s Tatjano in smo začeli v Šport za vse, se je zvala skupina, smo začeli z rednimi treningi v Ilirski Bistrici s pripravami na ljubljanski maraton. In pod vodstvom Tatjane in pod supervizorstvom Mojce sem jaz iztekel prvi polmaraton v Ljubljani. In to je moj prvi sploh v življenju. Ja. Daljnega leta 2009 ali kako? Tu nekje, mislim da celo prej, 2008. Že 2008. Ja, tu nekje smo. Ne. Nekoliko nimam dnevnika, ne. Tu sem še vedno, kako bi rekel, neureden, ne? Ker nisem še v fazi, da začnem z memoari, tako da ne. Za knjigo bo še čas, ko boš v pokoju, ali kako že pravijo. Ja. Ali pa za trilogijo knjig ali pa več, ker materijala vem, da imaš dovolj. Ja. Ampak maraton je potem moral počakati Špelo. Ko sem prišel v Ljubljano 2011, ker sem se tedaj takoj priključil športno društvo Riba zaradi plavanja in tam je bila ena punca, katero je kregala trenerka, ker ni imela enodelni plavalni kostim. Ne? In je se skoraj jokala in sedela ob robu bazena in sem jaz prišel in rekel, vidi, jaz ti bom sposodil denar, da si kupiš lepi enodelni kostim, pa tudi boš prava plavalka. To je bila Špela. In pol je Špela dobila pravi plavalni kostim, ne? In ker je ona že bila izkušena polmaratonka, ne? Je ona mene vključila v maratone in supermaratone. Tako da sem jaz z njo odpeljal na 5-kilometrski plavalni maraton, a ona mene na pravi 42 km dolgi ljubljanski maraton. Kakšna romantična zgodba, ja. In veš, Marko, ko Dalmatinec teče prvi maraton v Ljubljani, veš, kaj se zgodi? Sneži, a ne? Ja, tudi vse višnji tam gor, ja, ima podoben smisel za humor kot ti, Matko, ja. Ko je videl Dalmatinca na štartni listi, je dejal, ne bo to leto 2012, pa nekaj posebnega in poslal pošiljko snega.
pol Maribora takrat ni prišlo, recimo, v Ljubljano, ker je bilo toliko snega, tam se prav spomnim, niti niso uspeli priti čez Kucelj čez, ampak takrat nisi bil več v Mariboru, si bil že v Ljubljani, tako da tukaj, 1-0 zate, potem si šel na štart in kako si doživljal, recimo, svoj prvi pravi 42-kilometrski maraton, Pa, moram reči, da je mene pravzaprav sneg navdušil, ker jaz v svojem življenju sem mogoče 2 ali 3-krat doživel sneg. Ne? Jaz sem prišel v Zagreb na študij in pride zimski semester in jutro je in sneži. Ne? In kličejo me kolege z fakultete, Matko, kje si? Ne? Predavanja so. Čakaj, pa sneži, sneg je, ne, pa ni šole, ko je sneg, kdo je to zdaj videl? Ne? Matko, ni ovo Split, ej. Tako da sem jaz, ta moj prvi ljubljanski maraton presen pamtim po snegu, sem dal one Salomonke, samo so dereze še manjkale na njih, ne? Veste, ko se Dalmatinec uplaši drsenja in tako dalje, ne? In sem res z užitkom sem otekel to sta bila 2 kroga, ne? In smo tekli res neobremenjeno, pol pa je sneg nehal, tako da je ta strah, da bom rabil dereze, bil res potem nepotreben. Si potem, ko si šel na naslednji maraton, najprej prejel vse vremenske napovedi, pa rekel, naslednjič me pa ne boste dobali, hočem enega vsuham. Ali si se pač vdal v sodo, da je pač to Usoda, kaj bo pa bo, ne? Fight, a ne? No, ampak zdaj, rekel si, začel si s triatlonom, Kje si pa zavohal pač to, vendar je Dalmatinec, kot si, si človek, ki gleda na stvari bolj sproščeno, kot včasih mi, rekel, majčkeno bolj zategnjeni Slovenci, Gorenci še sploh. Si se pa začel ukvarjati s športom, ki je, se triatlon pravijo v primerjavi z tekom samim, je bistveno bolj barvit, pa dopolnjujoč, pa bolj zanimiv, kot tek je lahko včasih duhomoren. Ampak vseeno so pa 3 discipline in treba je trenirati, vaditi. Zakaj si se sploh športa lotil, recimo, sej konec koncev bi lahko igral na mandolino v večerih, se je imel čisto lepo, ti si pa hodil pač v vodo, pa na kolo, pa tako naprej. Zato je kriv Split. V Splitu živeti, a ne trenirati, to res moraš biti umetnik, ne? Drugače ne gre. Nas so že v šoli rekrutirali iz plavalnega kluba Pošk, ker sem jaz tam blizu bil v šoli, in sem začel trenirati plavanje. In Miha Goldnik, Slovenc, je bil plavalni trener in rekel, Matko, od tebe nikoli ne bo plavalec, ti plašiš pastrve po vodi. On rekel, jaz sem pastrve v moru, barba Miha, to ne gre, ne? In tako je onda Miha rekel, pojdi ti v vaterpolo. In onda sam veste, ves škart iz plavanja gre v vaterpolo, ne? In sem jaz začel vaterpolo in sem tam v Poška igral. Hkrati pa sem v srednji šoli imel atletika, mojega dragega Slobodana, sedel je z mano v klopi in ukvarjal se z atletiko. In on je mene vključil v šolski atletski tim in smo se pripravljali za šolsko prvenstvo in je rekel, ti boš tekel 1000 metrov. Ne? In po šoli bi on mene vodil na svoje treninge, a moji vaterpolo treningi so itak bili zvečer ob 8 uri. In onda sem jaz paralelno treniral in atletiko in vaterpolo in sem prišel na šolsko tekmovanje in mi je Slobodan dal šprintarice. In prvič v življenju sem v šprintarica tekel in 1000 metrov Slobodan je tekel 2 minuta 40 sekund, pa nekaj. Matko je tekel 3:00 na šolskem prvenstvu. Evo. In to so bili moji atletski začetki in trenerji v vaterpolu niso nič razumeli. Ko so bile kondicijske priprave, smo tekli okrog Hajdukovega stadiona in je trener dal nalogo 5 krogov, da iztečemo, ne? In sem jaz iztekel 5 krogov, ostali so v tem trenutku bili nekje na začetku 3. kroga. In sem prišel v slačilnico, trenerju nič ni bilo jasno. In kak je bilo v tem trenutku Velo Misto, zelo popularna serija, se spomnim, ko so moji prijatelji vaterpolisti prišli za mano v slačilnicu in so začeli skandinirati Bačo, Bačo, Bačo. Bačo je legendarni splitski maratonec, ki je bil prikazan zelo lepo v seriji Velo Misto. In danes, če pridete v vaterpolo klub Pošk in drugi vaterpolski savez Splita,
pa rečete, poznate Baču, svi bodo znali da je Bačo Matka Josipović. Evo, tako je Bačo. I tako je nastala kopija Baček, kateru je spremljala na fakulteti pokojna profesorica Jadranka Vuletin in me je gledala moje delovne navade in rekel, kolega Matko, vi sodite nekje bolj na sever. In nikoli ne bom pozabil te njene besede. Evo, jaz sem se premaknil 500 km na sever, živim v Ljubljani, moj rodni kraj je ostal dolje, ki je, ne? In evo, poslušal sem nasvet moje drage profesorice. In ni mi žal. Se pravi, tvoja pot je bila tlakovana že dolgo vredena, ne? Si se sploh sam zavedal, tako športno kot profesionalno in tako naprej, ja? Še svojo drago špilo si potem spoznal v naravnem elementu, v vodi. Evo, tako, ampak zakaj maraton, zakaj vzdržljivostni šport? Ker mi pravijo, da sem trmast ko magarac, ne? In izgleda, da ta trma se je, mnogi bodo rekli, da je to slaba lastnost, ne? Ampak dobra stran trme se je prelila v vzdržljivostni šport. In ko si pretekel svoj prvi maraton, si rekel zdaj, kljubca tega se ne grem več, ali pač, kot si zdaj dejal, to je nekaj, kar pač moram še naprej početi. Ja, onda v igro prihaja Špela i Tekaški forum i naša komunikacija i začne se Slatkih 6, torej gremo malo več kot maraton, začne se for maraton, gremo še malo več kot samo maraton in začnejo se torej variante na temo maraton in maraton plus. Ne? Na Tekaškem forumu, če si ga ravno omenil, oni danes sem gostil Erota, ki je bil pobudnik in ustanovitelj tega stičišča tekačev. Tam si imel zanimiv nadimek, no dej razloži. No. Jaz takrat, ko sem prvič to prebral, mi ni bilo jasno, zakaj gre, potem sem se podučil, ampak dej za najno poslušalstvo in gledalstvo razloži, zakaj Kairos. Jaz sem gledal te nickname, ki so imeli ljudje na Tekaškem forumu in sem rekel, kaj bom jaz, ne? In sem se spomnil, tu za mano je slika, ki mi jo je za poroko podaril naš družinski prijatelj, slikar Ante Slatina. In na njoj je slika Kairosa, ki ga v originalu najdete v Trogiru. In sem rekel, vidiš, to ni slab nickname. Zlasti, če znamo, da Grki imajo dva izraza za vreme, en je Kronos, drugi je Kairos. Kronos je to, ko gledamo na uro, pa vidimo, kak ura teče, ne? A Kairos je tačno določenih trenutek, ki ga moraš ujeti in če ga ne ujameš, odide. Evo, in tako da malo vedoč sem svojemu profilu na Tekaškem forumu dodal eno filozofsko noto, ne, Kairos, torej ujamite določeni trenutek svojega življenja. Ne. So te potem spraševali ostali, kaj to pomeni, pa si jim to razložil, ali si jih pustil malo, da sami raziskujejo? Tako je, kot tebe sem pustil malo, da se pražijo na Google varianti. Ampak dole sem eno kratko pojasnilo na profilu napisal, zdaj ga ne morem na pamet citirati. Ne. Ja, ta malo skrivnostnost je bila super, ja, vsi smo to googlali, ker se je zanimali, kaj hudiča hočeš s tem povedati in potem ugotovili, da spet človek pravim trenutke na pravem mestu, kot si bil potem 2013, ko smo se mi spoznali, spoznali pa smo se na poti na berlinski maraton takrat. Ja. Tako je, ne. Evo, medalja je tu. Berlinski maraton. Ja. To je bil tvoj prvi berlinski maraton. Ja. Tja si šel, ne ravno 100% pripravljen, imel si neke težave z nogo, če se ne motim. Ampak vseeno, Špelo sta potovala na maraton, ki bo takrat naš, ne vem, že kjer po vrsti. Letnice se tudi zdaj ne bom spomnil, mislim, da je bil 39, ne vem, kje zaporedno je bil, no, a je bil celo 40, se ne vem. 40. BMW maraton, 29.9.2013.
Tako je, ne? Tako, konec septembra, zadnjo nedeljo smo bili gor, peljali smo se z avtobusom tja, se pogovarjali in ja, takrat se je začela ta odisejada. Zakaj Berlin potem? No? Leto predtem Ljubljana, potem pa koj na glavnega. Apostol Pavel je v nekem v svojem evangeliji rekel, da mu je vpeto dan trn, da ne bi bil ohol, ne? Da bi ga vedno nekaj spominjalo. Ne? Tako da sem jaz za Berlin tudi dobil trn v peti, ne? In sem šel v Berlin z močno bolečino v peti, da ne bi jaz slučajno zmagal v Berlinu. Ne? Zakaj Berlin? Imam tetko gore in sem rekel, vidi, ugodno skoristim. Gremo špela, pa bomo obiskali tetko. Gremo končno poskusiti, kako izgleda to potovanje z Markom in mislim, da ni Igor bil tedaj, ne vem, kdo je bil drugi. Moče je bil Primož takrat, jaz se ne spomnim. Moče je bil Primož. Ja, tako Glavno, ja. Ne, bilo je kar nekaj izzivov, ne? in tedaj še ni bilo žreba in je zadeva uspela. Evo ga. Ja, tista odprava je bila takrat zelo zanimiva. Nabrali smo se z vseh vetrov, vem, da smo imeli Aleša Žontarja kot našega premium tekača sabo, ne? Pa še cel kup drugih, rekel, patronov takih in drugačnih, pa vaju špelo. No? Jaz se potem spominjam, jaz sem tisto svojo teku, ne vem s kom že, takrat pridem v cilj, pa se potem pogovarjam z ljudmi, pa eni so bili veseli, eni malo manj, eni so bili razočarani, ne? In potem čakamo, reče Špela, Matko, ima trn v peti, bo malo dalj časa hodil, pa sem potem jaz pričakoval, ok, zdaj pa 5 ur pa pol, pa 6. Pa ga še ni. Pa gledamo na to uro, kaj se je zgodilo, je vse v redu, bo prišel, reče Špela, bo prišel, neč bata, ne. In potem na tisti travnik pred Bundestagom, ko smo bili že vsi zbrani, ne, priskaklja, mladenič z največjim nasmehom na svetu, zadovoljen tako, dvakrat bolj kot tisti, ki so tekli 3 ure ali manj, ne. In sem jaz rekel, evo, gospoda, zdaj pa vidite, kako se je treba maratona podstopiti in se ga veseliti. Nikoli ne bom pozabil, po 6 urah, ne vem, 12 ali 13 minutah, pride Matko Josipovič, kljub temu, da je komaj hodil zaradi trna v peti, z vsemi tistimi zgodami in res s takim navdušenjem, otroškim navdušenjem, res, kako si doživljal tisti maraton, daj mi malo povej. Moral sem biti navdušen, ker smo takoj iz tega travnjaka šli v avtobus nazaj za Slovenijo. Moral sem naći moralno snago, da se spravim v avtobus. Ampak skratka, nepozabno doživetje, ne. Čutiš se sprejet, tečeš 6 ur, pa 12, 13, 14 minut, za tabo še ljudje se mučijo, borijo, ne. Grem mimo ene tekačice in jo sprašujem iz onega jubilejnega njihovega kluba, ko tečeš 10 ali več Berlinov, pravim, kak je z limitom, ni problema, gospod, imate še dovolj časa, ne. In ko to slišiš, to je taka milina, to pomeni, da je res to maraton, ki skrbi za rekreativni tek. Nihče ni suvišen, nihče ni odveč, nihče ni nedobrodošel, vsi so. In tisti gospod, ki je komaj hodi, on je štartal 1 uro prej, da bi prišel v limitu. Potem sem videl v Zeitungu, Berliner Zeitung, ali kako se že imenuje, rezultate, ki so debelo nad časovnim limitom, pa so kljub temu priznani, kljub temu so veljavni. In sem rekel, ja, to je dirka, na katero se treba spet vrniti. In ni trajalo dolgo, da sta tako Matko in Špela spet bila skupaj, ne vem, mislim, da kar 6-krat ali 5-krat. 5 Berlina sva zaredala, če ne bi bilo te loterije, mogoče bi celo več, ne. Rekla sva si, mogoče bi dosegla, da pridemo v njihov jubilejum klub, kot iztečeš 10 berlinskih maratonov, ne. Ampak dobre, tudi to je okej. Najlepši občutek na berlinskem maratonu je, ko ti sonce končno začne peči v hrbet. Torej, ko se obrneš spet proti vzhodu in te zahodno sonce greje v hrbet in pred sabo vidiš Bundestag, vidiš gore nemško zastavo. Veš, da moš spet kot v Splitu mimo njega in tako dalje, ampak občutek je dober, greš nazaj, gremo domov nazaj, ne. Ta atmosfera, to ne bom nikoli pozabil, to sem opisoval na tekaškem forumu,
toliko bendov, toliko glasbe, jazz, klasika, rock and roll, one gospe z bobni, mislim, to je en karneval, to je kot da si prišel v Rio de Janeiro na sambo, na rumbo, na ča in to je užitek, enostavno pozabiš na napor, pozabiš na trn v peti in uživaš, prepustiš se, samo se prepustiš, nič drugega. Jaz sem bil recimo, preden sem šel na prvi berlinski maraton v Parizu, pa v Barceloni, pa si misleč, ne, da bodo Sredozemci pa bolj ognjeviti in živahni. Ne. Pa potem pridem v Berlin, tisto prvo leto, in jaz vidim pri teh organiziranih, resnih ornuh in disciplin Nemcih, da je pa tam najboljše vzdušje, kar sem ga kadarkoli lahko doživel na tekaški prireditvi, ves čas, ne vem, na 37 km po 5 urah, taka navdušena množica, ki jo ne vidiš, ne vem, na štartu, preko kjerkoli drugega maratona. To me je res presenetilo, kot pravi festival, rekel, dobre volje, pa inkluzivnosti, pa navijanja in tako naprej. To je neverjetno. Seveda, nikoli ne bom pozabil tisti kilometer po točki, v kateri so delili gele, ne? In ne zaradi mene, jaz sem se dal na stran, ne, ampak zaradi tebe, Marko, ker si ti tedaj bos tekel po tej ploščadi in sem si samo zamišljal, kako se ti noge lepijo za ta asfalt, rekel sem sebi, meni, ne. Skratka, bil si mi v mislih ta 2-3 kilometra, dok se lepljivost končno ni nehala. Ja, tisti sladkor sem bil. Še cel teden imel na podplatih doma, jaz sem ga počasi luščil preč. Ja. Torej, da pojasnimo, vsak dobi gel in vzame malo ali celega in odvrže gel na tla in potem naslednji pride in stisne ta gel do konca in vsebina gela se sproži po asfaltu in ko to naredi 15,000 ljudi, nastane gelnata površina. Kdor ni tekel še v čevljih, zadnji berlinski maraton sem tekel pa obut, sem rekel, enega moram še narediti obut, prej sem jih imel 6 ali 7 sezutih, če si obut, se nalepiš na tiste zmečkane gele, ki naredijo ta film, kaj šele sezut, ampak to moraš občutiti, da razumeš, res je. Ja. Nikjer druge, razen na teh velikih maratonih, tega ne moreš doživeti. Ja. In jaz sem zmeri tekel počevalnic skrajno levo, in potem na čisto zadnji mizi vzel tisto kozarček vode, zato da nisem bil dejansko, nisem vstal kot na muholovcu, tam nekje vmes. 2:30 v Berlinu si šel dobrih 6 ur, srečala so se potem pa čez eno leto na Ljubljanskem maratonu, mi smo se spet neki hecali, ne spravljam se, kaj smo bili našemljeni, spomnim se samo na 30 kilometru ali bi 28 dol na barju nekje, mimo mene pridirja Matko Josipovič, pa mi reče, dajmo Marko, a ne moreš več, dajmo še malo. In si vdirjal v cilj takrat, v 4 urah pa pol in potem sem jaz vsem razlagal, polete človeka v enem letu je od svojega maratonskega časa odrezal uro pa 3/4. Zdaj pa vi probite kaj tazga narediti. To je bila res hud napredek, to je bil moj najhitrejši ljubljanski maraton. Celo tak hud, da so se med člani tekaškega foruma in nasplošno tekaške javnosti v Sloveniji začele širiti govorice, kako sem jaz prečkal maraton in sem krajšal stezo. Ne. Tako da sem rekel, vidi, da sem res dober tekač, če je že žuti tisk začel o meni govoriti. Veda, hecam se. Bilo je simpatično. En kolega me je poklical in tako, veš, Matko, nekaj ti moram povedati, veš, govori se, Matko, da ne govorim jaz, ampak govori se, da si švinglal ljubljanski maraton. Ko enkrat začne o tebi govoriti, pol veš, da nekaj delaš prav, posebej, če te kritizirajo. Marsikaj so govorili, Matko je na dopingu, Matko se je pelal s taksijem, pa sem jaz rekel, ne, z Matkotom sva se dajala od 26 kilometra do 40, potem sem jaz mogel prepustiti njemu pač primat, ker ga nisem mogel slediti. Res, takrat sem bil nekaj minut za tabo, ti si bil, v zagonu, takrat si izgledal, kot da bi lahko tekel še en
takrat že, mislim, še en krog ali pa še dva ali pa kakorkoli, no, res je bilo. Kaj sem v cilju rekel, že konec. Že konec. Lahko še. Dobre. In teku si tudi, ja, poleg vseh obeh omenjenih še v Radencih tudi maraton, pa tudi ne samo enkrat. Kaj hudiča, ne? Zakaj pa Radenci? Ja, jaz vedno govorim, da domače znamke treba podpirati. Ne samo, rekel en gospod, da ga bolijo rame od teptanja po ramah. Ne. Daj, konkretno, ne. Kako boš pomagal maratonu Radenci? Prijavi se na maraton, plačeš štartnino, tako, ne. In to je bil motiv mene iz Špele, tako da smo res otekli kar nekaj maratonov v Radencih. Je. In oni, ki so bili v 2 kroga, in ovi, ki so v enem krogu in tako dalje. Ne. Evo ga. Ena odprava, šel sem z urbanimi tekači, ne, tudi se trudimo, da gremo, da zmanjšamo ogljikov odtisa, ne, smo šli z avtobusom in sem na tem maratonu v Radencih bil edini ne temnopolti nagrajeni tekač. Seveda, bil sem nagrajen za zadnje mesto, ne. Ker sem prišel zadnji, so mi nasproti pritekle 2 lepe mlade hostese. Ena me je vzela za levo roko, druga za desno in sem v njihovem spremstvu prišel v cilj in mi je organizator rekel, za najpočasnejšega, tu je še darilna vrečka. Evo, dobil sem eno tako brisačo, dobil sem eno lepo rutico in tako. Ne. Ni bilo denarja še, seveda, ne bi ga niti vzel, ne. Ampak ker je 1., 2., 3., vsi so bili temnopolti to leto, ne, potem je edina materialna nagrada, ki je šla v roke belega človeka, bila ta, ki sem jo jaz pobral. Ne. Mislim, da je bil znanec, ki je bil, mislim, da pred zadnji tisto leto, potem bentil tam v cilju, pa dejal, pa toliko sem se trudil, ne, da bi vsaj kakšnega prehitev in pridem v cilj, ves vesel, ne, in čakam še 10 minut in potem ves rom-pom-pom, pa se obrnem, pa vidim, da zadnjega tekača pa sprejemajo z visokimi častmi in tisto, tako mi bilo žal, ne, da on ni bil pol zadnji tekač. Ja. In v Radencih ima je to lepo navado, to meni zmeraj všeč, da zadnjega tekača pričakajo in skoraj da na rokah ponesejo tam na oder. Super. Ti je uspelo to enkrat ali večkrat mogoče? Potem so mi v avtobusu urbani tekači prosili, če lahko napišem en priročnik, kako priti zadnji v cilj, ne, in dobiti nagrado, ne, kako ti je to uspelo. Tako da, evo, svoje izkušnje sem dal naprej. Ne. Podelil si svoje znanje, zdaj ne bo ostali s tem delajo, kar hočejo. Spet je isto, give it forward, ne. Daj naprej. Tako je. Mislim, težko je biti zadnji recimo na berlinskem maratonu, ne. V Radencih mogoče malo lažje, čeprav vseeno, ne. Veliko smo se pogovarjali in mislim, da bi čisto vsak dal prav, težko je odlaufati maraton v 3 urah, ampak jaz trdim, da še težjega je pa v 6, posebej, če je to vroče sonce, dolga cesta, se imaš 2-krat več časa, da sam sebe premaguješ, to je kar zahtevno. A ni logično, telo je namesto 3 ur, ne, je telo v obratovanju 6 ur na enemu visokemu tempu. Ne. Normalno, da je gledano z energetskega stališča sigurno težje. Ne. Pa dovajati energijo, pa tekočino, pa dovajati motiv, a ne? Skozi vrteti, pa mlinčkati, zakaj hudiče mi je tega treba, kdo mi je, pa sam sem plačal štartnino, pa take stvari. Ja. Skupina Azra je imela, ponavadi imeli smo long playke, ne, pa so začeli z dvojne long playke. Ne. Skupina Azra je prva izdala trojni LP. In ta je bil super, ampak ta je dovolj za polovičko, ne? Znači moraš naći še neki močnejši LP za maraton, da ga odvrtiš v glavi. Ne? Evo, tako da trojni LP smo imeli, ko smo na treningih plavali 5000 metrov, ta je bil tu nekje zadosti. Bravo. Najdaljša razdalja, ki si jo pretekel v kosu, Matko? Mislim, da je to bilo na sladkih 6, ne. Uradno, torej tu smo nekje 50 km, pa nekaj, tu smo nekje, ne. Evo ga, tako da. Vem, da si
da si tudi prizadevan član urbanih tekačev. Ono leto smo se srečali, ko si bil v Supportu, ko je ekipa laufala iz Ljubljane na Bled, to je nekih 60 km. Ja, takrat si bil ti deklica za vse, ker je skrbel za hrano, pijačo, transport in dobro voljo. Ja. Potem smo se ustavili tam nekje na Gorenjskem pod nekim drevesom in sem odprl konzervo in iz nje izleti Marko. Tako da to je bilo. Obveščali so me o tvoji lokaciji, takrat si rekel, če pa Matko preči Gorenjsko, moram pa to videti na lastne oči. In takrat srečam hipija z dolgimi lasmi, s trakom v laseh, ki je tiste deklice, temnokrčevalci, prav zabavno komandiral in sem rekel, nemogoče. Ampak to je bil Matko, takrat si imel zelo zanimivo opravo. To je bila korona kriva, so bile frizeraji so bili zaprti in lase pa še vedno rastejo. Ampak zelo sem bil počaščen, da si me pri prečkanju gorenjske meje dočakal kot veleposlanik. In sem rekel, vidiš, to je pravi prijatelj. Že sem se zatavšel, za nadnico sem se mašil, da plačam pristojbe, ali očitno si mi sve odpustijo. Se je rekel, bo najljubšemu Dalmatincu, moram pa izkazati to posebno. Eto, če si že pri tem, včeraj je bil trening, jaz zdaj trenutno ne tečem skupino urbanih tekačev, ker sem postal zelo počasen tekač, tako da včeraj je bil trening in ker mislim na njih, sem pripravil dalmatinske specialitete in po končanem treningu smo imeli na voljo slane inčune v olivnem olju, sveže nabrane oljke v soli z dodanim olivnim oljem in namaz iz čičerike, seveda začinem z olivnim oljem. Na volju je bila tudi orehovica in lozovača, seveda grlo so poplahnili sa vročim čajem, a na voljo je bilo mlado olivno olje, da bi ga dali na kruh in da bi poskusili. To je nekaj kot mlado vino, ko se tamo za Martinovo poskusi, zdaj je čas, da se mlado olivno olje nekoliko je že dozorelo in ga treba poskusiti, da vidimo, kakšna je bila godina 2022. In kakšna je bila? Ja. Bila je super, ampak zanimivo, potem smo včeraj vsi čestitali rojstni dan. Jaz rekel, ljudje, ni rojstni dan, nego. Potem, zakaj častiš, zakaj si pripravijo, če ni rojstni dan? Jaz pravim, zato, da nam bude lepo, da se veselimo, a ni to dovolj razlog, dok ni Tina rekla, pa jutri je praznik. Evo, v počastitev dana, kulturnega dana, slovenskega praznika, evo ga, imamo poizkušino dalmatinskih specialitetov pred bazenom Tivoli. Evo, to je bilo včeraj zvečer. To fotko sem videl, nekje. In se je rekel, za nalašč tega ne oglašujejo, ker bi potem urbani tekači vsega tega navala ne uspeli sprocesirati. Kar veliko vas je. Kako si ti prišel v to sredino, k Urbanu in Jasmini? Enostavno sva mi dva s Špelo se odločila za maraton Radenci in sva rekla, ne greva z avtom, da šparava ogljikov odtis. In sva iskala, urbani tekači gredo z avtobusom in imajo še prostih mest in sva se prijavila. In potem seveda izvedla, da tudi imajo treninge v Ljubljani in tako se je začele naše prijateljevanje z Urbano in Jasmino. Sicer Urbana je Špela že prej poznala iz svojih radijskih oddaj, ker je Urban pogost gost na Radiju Slovenija s svojimi tekaškimi nasveti. Da, on je aboniran skoraj na nacionalnem radiju, tako kot si ti pač rekel, zdaj nezgrešljivi del urbanih tekačev. Če Matko ta ni zraven, vsi vprašajo. Kje je Matko? Kje bo zdaj kombi pripeljal, vsaj nekaj, kaj se dogaja. In v glavnem, to leto smo tekli od meje do meje. Od meje do meje, brez meja, ker je Schengen ukinil meje, ampak kljub temu smo tekli od meje do meje in moja skupina najpočasnejših teče od Sečovlja do Strunjana in to skupino en od voditeljev sem bil jaz in smo prišli do Strunjana in potem smo mi zaključili
jaz sem se pripeljal do Kopra, vzel avto in šel do Lazareta in tam imel svoje kolo in sem se vrnil nazaj, potem sem one najpočasnejše spremljal na kolesu in jih hrabrijo še 5, še 10, še toliko in toliko kilometrov gremo. Evo, jaz sem se vrnil s kolesom, znači, da smo blizu, veste, ono kot ko gredo z ladjo čez morje, ne, pa če končno, ne, ptica sleti na ladjo, to pomeni, da si blizu kopna, ne, tako da, če vidiš matka na kolesu, pa valjda si blizu končnega cilja, ni matko ultra kolesar, ne. Galebe, matko, dobro, to se ne bi mislil. Zdaj smo povezani. Vrhunsko. Evo, tako da, če nisem več v stanju biti izjemno hiter in izjemno osebno naravnan, potem poskusim poslužiti drugima, da i oni nađu sreću kao tvoja, možda veću, a ne? To je stara pesem iz Dubrovnika. Suli, suli, bane, bane, suli, suli, le banane. Eto. Tako da na Siolu je bio en lepi tekst, ko sam bio zajec na Ljubljanskem maratonu i ko sam Jasmini iz Beograda res pomagao da isteče svoj prvi uradni maraton. I ne bom pozabio, prihajamo u cilj, za jedno ruko me drži Jasmina, za drugo ruko me drži en Darko iz Zagreba in Srbija, Slovenija, Hrvaška prihaja u tem trenutku u cilj Ljubljanskega maratona. Simbolika taka da veća ne more biti. Evo ga. Ja, ti si članek je bil res lep, takrat si bil zajec za 5 ur in meni je bilo všeč, ker si dejal v tistem intervjuju, si dejal, namen moje delo je, da vsaj enega pripeljem v cilj. Torej, če pa on ne zmore zadanega tempa, je na meni, da se mu prilagodim in to sem naredil in Jasmini takrat polepšal dan. In to se mi je zdelo tako lepo, ker sem že tokrat videl kakšnega narekovalca tempa, ki je pač sledil uri, kot je pač njegova naloga, ampak ko je ostal sama, ne, se morda ni ozrl čez ramo pa rekel, grem koga peljati. Ja? Tako, ja, sej tisto, ko nekoga peleš, jaz sem že z marsikom odlaufal njegov prvi maraton in to so taki posebni občutki, malo podoživljaš svojega lastnega prvega, mačkar na ta način si sebičen, pa malo kradeš te energije, ampak po drugi strani pa gledaš človeka, ki prihaja, rekel, čez tisto prelomnico, čez tisti cilj, ki si ga je zadal in je to tako navdušujoče, da z veseljem narediš takrat karkoli je potrebno, da mu pomagaš, vsaj malo pri tem vsem skupaj. Ja. Ne bom pozabil, jaz sem Jasmino opazil že na tisti, ko gremo mimo razstavišča, ne, Ljubljanskega, je rahli hribček, ki gremo pod železnico, ne, in ker tu začnejo ljudje že sopihati, ne, sem opazil, zraven je bil Baz iz Anglije in Jasmina, ne. In kako sam je opazio, ona meni rekla, veste, ja se bom držala vas, to je moj prvi maraton, ne? In brez vas ne bom poskusila. Ne? In to mi je že v tem trenutku dalo imperativ in sem rekel, vidiš, zdaj se ne zezat, ne? To gospod Jasmino treba pripeljati do cilja. Tako. To je velika odgovornost, ki jo treba. In ti si to opravil z odliko, bravo matko. In se spomnim prav nekih 4 km 5 pred ciljem, tamo, ko gremo, ko prečkamo Ljubljanico prvič, so jo dočakali njeni prijatelji, ne? In so začeli teči z nami, ker so oni sveži, mladi, ne? So dvignili tempo. Ne? Jaz gledam na Jasminu, ona je že začela v rdeče, ne? In sem rekel, Jasmina, zdaj mi malo upočasnimo, ker zdaj je škoda, da tik pred ciljem omognemo. Ne? In je Jasmina poslušala in smo zato prišli, evo vidiš. Ne? Tako da, hočem reči, ne, ta euforija, ne, tudi tu je naloga tempotekača, ne, da tudi če se pri kom pojavi euforija, tudi če ga povlečejo prijatelji, ne, da oceni in da svetuje in da reče, slow down, gremo, poslušaj me, bo ovako je boljše. Ne, evo. Tako da Jasmina mi je bila hvaležna, to je ena tako lepa izkušnja, da ne vem, kaj narečem. To je nekaj najlepšega, kar se tekaču lahko zgodi. Se strinjam. Ja, priporočam vsakemu, ja, ki mogoče ima voljo in energijo in ta smisel, da koga pripelje na ta način ali pa mu pomaga,
mislim, da oba dva imata nekaj od tega. No. Si navdušil še koga, recimo svoje okolice, tvojih prijateljev, službe, kakorkoli, da je začel gibati, teč, moče šel na kakšno prireditev? Pa, zdaj pokušavam, razmišljam, ne, procesuiram. Ne, ne bi rekel, da imam koga, da bi rekel, evo, ta pa ta je z mojo pomočjo se dvignil v maratonske vode, to pa ne. Ampak največji šok za ljudi, zlasti v Dalmaciji, evo recimo, šli smo nabirati oljke novembra in smo začeli v soboto nabirati, prišla je sestra, njeni sinovi, ne. Midva sva špelo, v nedeljo pa sva šla na polumaraton, prvi polumaraton v Makarski, ne. To je bil šok za očeta in mater. Začeli smo nabirati oljke, vi greste teč maraton, ne. Sreča, da je z nami bil naš prijatelj Mitja, ki mi je prišel, Laharnar, ki je prišel pomagati nabirati oljke in mi je on bio skuža, on mi je bio excuse, ne, opravičilo. Ne more človek samo delati, jeli, moramo ga malo odpeljati na rekreacijo, ne. Tako da smo mi to nedeljo tekli polmaraton in ob 2 prišli nazaj v oljke in skupaj s mojimi sorodniki nadaljevali to opravilo, ne. In največji šok ljudi v Dalmaciji je, ko vidijo mene 110 kil težkega človeka s trebuhom, ne, da teče v tem primeru polmaraton, ne. Moram reči, da je prva reakcija šok, potem druga je seveda aplavz in čestitke, ne. Ne malokrat tudi posmeh, ne. No, pa ti kdo rekel dobronamerno, joj matko, tek pa res ni zdrav, ne za kolena, ne za srce, saj se boš še ugonobil, če boš se ukvarjal s tem naporom. Nedelja je zjutraj, sva prespala v Splitu pri mojih starših in gremo na štart splitskega maratona. In pridemo na postajo, avtobusno spet šparamo ali gorivo oziroma ogljikov odtis in Split je znan po zelo neurednemu prometu, ne. In čakamo ta avtobus, čakamo in ni ga. In končno pride, ampak že rdeče, ne, že je to še 20 minut, 25 minut do štarta. In pravim, ja Špeli, zdaj v avtobuse takoj preoblačimo in dajemo številke vse gore, ker takoj odložimo robo in gremo direktno štart, ne. In zdaj mi našemljeni, lepo stavljamo vse, številka je tu, vidi se, kam gremo, ne. V enem trenutku, to sem prvič doživel v Splitu, šofer vzima mikrofon v roke. Dragi potniki, zaradi splitskega maratona danes ne bomo šli po standardni naši poti, temveč bomo odložili kilometer stran od vaše postaje, ne. Potem slišiš ove ljudi, ko je vidio trčati, pa to treba pobiti. Te ljude, to, ja ne znam, šta to treba trčati? Ko je vidio v nedeljo, ja sam moram na pazar, ko će to mene? Jaz pravim Špeli tiho, Špela, samo pokri to številko, da sem slučajno ne vidi, daj to bundo čez, ne, kliznimo mimo, ker nas bodo ubili, če izvejo, da je zaradi nas avtobus spremenil svojo smer, ne. Evo, in sva res tak naredila in sva pobegnila iz tega norega avtobusa, ki je bil pripravljen nas nabiti na kol, in sva res pretekla mimo garderobe, odbacila naše torbe in prišla na štart maratona direktno. Eto, tako da, zdaj, kaj se, ali nekdo govori, da to ni zdravo, ne, seveda moj oče pogosto reče, ampak ne toliko, da ni zdravo, nego šta treba trčati, jeli, zakaj je to potrebno, ne. Eto, tako da, ali dober je stari. Ne, nobenega haska ni, zakaj za brez veze laufate okrog. Ja. Kaj je bačetlon, Matko? Torej, v Split je vedno nekaj posebnega. Tako da dole ena skupina triatloncev, maratoncev, ki vedno nekaj novega izmišljajo. In Bačvice so znano splitsko kopališče, peščena plaža in precej daleč je voda še vedno plitka, ne. In so postavljene 4 točke in te 4 točke treba obigrati, ne. A sam moraš oceniti, kdaj tečeš, kdaj plavaš. Torej, ko ti morje sega čez, ne, kopalke je že čas, da začneš s plavanjem, ne.
In je to taka lepa akvatlon disciplina, v katero se v bistvu sam odločiš, kdaj boš tekel, kdaj pa boš plaval. Ne? Evo ga. Taktične odločitve, torej, ja? Ja. Zelo, zelo. Koliko se vas pomeri, videl sem tiste rezultate, ki jih tam na roke vodite, zelo temeljito. Torej, ker je to zgodaj zjutraj, v nedeljo, mora biti zgodaj zjutraj, ko ni kopačev, ne, ker bi bilo nemogoče to izvesti. In to je Dalmacija, in posledično ni ogromno velika udeležba, tako da enih 20-25 ljudi pride. Ne. Ampak največ nas, ki smo res nekako sprejeli to kot zelo, zelo simpatičen način, kako se naredi ena zelo zanimiva športna prireditev. Ne? Lansko leto še nekaj se spomnim, srečala sva se na Triglav teku, pa si dejal, letos ne grem z vami v Berlin, bova šla takrat špelo na Long Island triatlon, ne? Pa je zgledam, Bog pomagi, ne? Se je matko rekel, da noče potovati z letalom, a bo šel z ladjo na Long Island, pa mi potem ti razložiš, da to je en drug Long Island in da to drugače zgleda, da mi povej malo več. Tako, jaz sem iskal kaki lepi triatlon in sem naletel tam na Long Island in sem pisal špeli, a gremo na Long Island triatlon, isto je reagirala kot ti. Ne? Skratka, to je dolgi otok kraj Zadra, ne? Zelo lepo organizirano plavanje na plaži Sakarun, to je taka smaragdno modra barva, neverjetno lepo. Tek v naravnem parku Telaščica, torej spet v nedotaknjeni naravi, kolesarjenje po celem dolgem otoku, ki je zelo hribovit, tako da to sodi v zelo ekstremne triatlone, tako da to, kaj normalno ti vrhunski naredijo v 4 urah, tu vrhunski to naredi v 5,5 ur, ne, tako da ni, seveda, meni je potrebno 8 ur, zato sem dobil medaljo najpočasnejši, najsporiji, ne, evo ga. Ampak je lepa, velika, bogata. Evo, kos olivnega drva, prežagan in na njemu piše najsporiji, ne. Dobil sem seveda finišersko medaljo tudi, ne, ampak ko me je en od tekmovalcev videl, kako se trudim, rekel je, matko, jaz ti še dam svojo, podarim ti medaljo. Tako da sem iz tega triatlona prejšnje leto dobil 3 medalje. Najpočasnejši svojo in enega kolege, ki je rekel, tem človeku moram dati medaljo. Torej, čez 8 ur sem rabijo. Čez 8 ur sem rabijo, ne. Ampak taki sprejem v cilju je bil samo pesmijo We Are The Champions in potem sem jaz še vedno našel energijo in naredil ciljni šprint in je delirium je bil maksimalen. Tista fotka je zonale, ja, to sem videl, tudi to fotko sem videl, ja, tega šprinta. Matko, koliko maratonov imaš zdaj za pasom? Imaš te preštete? Špela to vodi, jaz malo to spet, ampak mislim, da smo na številki 17, ne, tu nekje. Ovaj zadnji ljubljanski sem tekel in so me ustavili, bil sem tudi zajec, ampak so me ustavili v drugem krogu, da se je čas iztekel, so zaprli stezo, ne, in potem sem jaz nadaljeval sam in sem pretekel po cestno-prometnih predpisih in prišel spet v limitu 6 urah. In ko je to slišal naš dragi Matjaž Vohunc, mi je kljub vsemu dal urkunde, ne, spričevalo, da sem pretekel ljubljanski maraton. Ne. Eto ga. Dobi se jim prvično je, tako. Dobil sem tudi in medaljo finišersko in vse ostalo. Ne. Tako da Ljubljana ni še, to je lep maraton, ampak ni še na nivoju Berlina, ne. Tako da, kljub temu, da je 6 ur uradni limit, nimamo še energije počakati vse, ki bi rad poskusili, kaj to pomeni maratonska razdalja. Počasi, ampak zanesljivo, verjamem, se tudi v to smer giblje Ljubljana, konec koncev, ja, je vedno več maratoncov, ki niso tako hitri, kot so bili včasih, ampak so tam zaradi tega, da doživijo celo prireditev, so se oba videla na tujih maratonih. Kam bi šel Matko v tujino, šel teč maraton, če bi bilo ravno čas, pa denar, pa volja, pa vse ostalo? Če bi mu neomejene možnosti, kaj bi izbral?
Zaradi Špela bi Grčijo še otekla, ne? Tako da mogoče kakšna grška prireditev. Ampak zaradi atmosfere vedno neki jug, ne? Kakšna lepa. Čeprav, evo, sam si rekel, ne, to, kaj je karakteristično za jug, smo v polnini doživeli v Berlinu. Ne? Tako da ne vem ni sam, mogoče tudi kakšna severna taka država, ki ima dušo, kako imajo naši Berlinčani, ne, Berlinci. A bi Berlin še kdaj šel, če bi bila ravno priložnost? Ja, če mi moje tekaške sposobnosti omogočijo, seveda. Ne. Tako, kako sem rekel, ne, počasi pokušavam nižati in intenziteto in daljino, ne. Pa bomo videli. Ne. Zdaj, imponirajo mi ljudje, ko pridemo na naša veteranska plavalna prvenstva, pa štartajo vsa bloka stari 80 ali več let in izplavajo svoje. In sem rekel, vidiš, to je cilj. Priti v 70, 80, pa še vedno biti športno aktiven. Ne? In verjami mi, da niso obremenjeni s hitrostjo. No, poznam nekaj tudi atletov, ki so že v svojih 80-ih, pa so živahnega duha, in tudi telesa na vse zadnje. No? In tako kot praviš, ja, to so tisti, po katerih se zgledujemo. Ne samo po tem, kaj bomo danes naredili, ampak kaj bi lahko še čez 20-30 let, da bi še migali. Bi šel v New York, če bi bila šansa. Ma sigurno, da bi. Nimam nobenih predsodkov, ne, in veseli me družba, vedno me veseli družba. Ker nekaj veliko New Yorka ne boš doživel v teh par dneh, ampak boš veliko doživel, ker boš spoznal nove prijatelje in proglobijo prijateljstva s starimi prijatelji. Ne. In to je to, kaj me največ vleče, ko grem. Ne. Težko, da bi šel sam, vedno bi šel skupino, ne. Veliko raje, kot da bi šel sam. Ne. Evo, to je. Zato smo se in mi dva spoznala, zato sem spoznal veliko drugih ljudi in danes trdim, da so dragi in dobri prijatelji. Ja, tudi pikice ne bom dodal temu, kar si rekel, kar vse drži. Tako, se strinjam s tem. Poleg Rožnika, kje še najraje tečeš v Sloveniji, v tujini, kjerkoli, no, mogoče na Splitski rivi ali pa na otokih? Marjan je dušo dal za tek. Ko sem živel v Splitu, je to bila moja glavna oaza. Edino napako sem delal, da nisem imel avto, pa sem od svojega stanovanja šel peš do Marjana tekel in onako moker spet peš nazaj. Tako da sem fasal vnetje išjasa, ampak dobro, to gre v rok službe. Torej Marjan nesporno, to je zelo, v čem je prednost Marjana, če piha burja, treniraš na južni strani, ne? Če piha jugo, treniraš na severni strani. Če je res vroče in je poletje, imaš gozd, pa si v gozdu in je res fantastično. Ne? Drugače Ljubljana ima zelo lepe pogoje. Razen Rožnika, tečeva tudi na Golobcu. In seveda Spličani ne bili Spličani za velikonočni ponedeljek organizirajo tek od Matejevške, torej od morja do vrha Marjana po stopnicah. Ja. Tek se imenuje Skalinada in zdaj midva s Špelo sva našla tu določene stopnice, ki gredo na grad in treniramo za ta dogodek, da se ga udeleživa, če bova uspela priti do Splita. Lansko leto smo se po maratonu zvečer potem podali po teh stopnicah. Nekje sem videl napis za Skalinado, ali je res 500 stopnic ali nekaj tazga, sem preveč rekel, vse ne vem, ne spomnim se. Tu smo spet, Špela bi to iz rokava izbacila, ne? Ampak to je nekih 100 metrov višinske razlike, ne? Pa zdaj računajte po 20 centimetrov, pa hitro pridemo. Mislim, da to so dalmatinske stopnice, tako da ni 20 centimetrov, mislim, da je nekih 17 centimetrov stopnica. Ne? Namenjene so, znate, z noge na nogu, da prideš do vrha Marjana. Ne? Veste, kako govorijo Spličani, ne? A je si videl onaj avto, a je san, a koji je to avto, a ni san, dobro. Jesi ga videl, ali je san, a koji si videl, a ni san. Evo, tako govorijo Spličani, ne, da je san, ni san.
Torej ima v splitskem mentalitetu te letargije, te počasnosti, te, kako si ti imenoval, mediteranske sieste, ki se reče fjaka, ne. Jaka. Stanje duha, pusti me na miru, ne diraj me, razumete? Ampak, evo, kaj naj rečem, iz tega stanja se spraviti v eno energijski zahtevnejše, res se zadeva mora zgoditi v glavi, predvsem v glavi. Ne? Poleg tebe poznam še nekaj Dalmatincev z enim, ki živi v Kranju, tudi redno tečemo. No, in Srečko Pipanovič je to, ja, in on gre tudi z nami v Split večkrat. In pri njem me pač tudi navdušuje to, da je vedno nasmejan, pa vedno, ko smo mi neke slabe volje, pa on reče, bomo že, počasi bomo že. In zmeraj vse rešimo, nič mu ne gre do živega in se je rekel, je to mogoče ta recept, ki ga pa mi Slovenci, pa posebej severni Slovenci pogrešamo, ta moče mal sproščeni, mal easy going način življenja, sej bomo rešili, samo on ne pretiravati, ne prehiter, kakšna stvar se mogoče reši potem še hitreje tako. Da, jaz nisem flegmatik, pri meni je malo drugače. Ne? Celo mi kolege v službi v Logatcu zamerijo, da sem preveč priden. Ne? Tako da očitno jaz sem Dalmatinec z napako, ne? Z serijsko napako. Ne? Prišlo je do neke genetske spremembe in zdaj jaz trpim zaradi tega. Ne? Tako da, evo, vidite, moral sem se 500 km daleč stran odstraniti, da preživim, da me ta genetska okvara ne pride glave. Ne? Odlično si se znašel v tem okolju, Matko, in v kratkem praznuješ svoj jubilej, si za svoj rojstni dan pripravljaš kaj posebnega, mogoče kaj tekaškega, triatlonskega. Kaj posebnega, dajte da vidim, je tu. Aha, tu je. Evo, zdaj, ali bom jaz to uspel, kako treba namestiti, upam, da bom. Ampak mislim, da bi trebalo iti ovako. Ne? Zdaj mi povej, kaj vi berete tu? Zdaj prav nič, ker je to pod nivojem kamere, recimo. Zdaj bomo kamero poskusili. Tako, dole, bravo. Aha. To je... Kaj berete, z leva na desno? 5-8, 5-8. Ja? Aha, onda moramo ovako dati. Moramo dati ovako, pa moramo dati ovako. Aha, to je pa zrcalno zdaj. Ja? 8, kaj pa zdaj berete? 8, 5, 5, 8. Ja? Ja, prve dve številki, to je Zvonko Josipovič, oče Matka Josipoviča. Druge dve številki, to je Matko Josipovič, sin Zvonka Josipoviča. In ste se letos sestavili na teh dveh številkah. Evo vidiš, kako so se številke poklopile. Če bo zdravja in življenja, to se bo natančno zgodilo v nedeljo ob 13:40, ko sem se jaz enega petka leta 65 rodil in prišel na ta svet. Kakšna perfektna zgodba, kot da bi vedel, kot da bi mi nekdo sporočil, da tale podcast moram posneti nekaj dni pred tem velikim dogodkom, ko bodo številke v konjunkciji, ja, pa ko se planeti sestavijo. Tisti organizator, ki je poslal sneg na prvi moj ljubljanski maraton, je mislim tudi ovo danes organiziral. Na vsak način. Nekdo to od gore vidi vse. In Matko, tale pogovor, urca pa pol je šlo kot za šalo. V Splitu se seveda vidimo, kje še letos, kam še Špelo kanita kaj iti. Toliko so se Zadrani zaljubili v mene iz Špelo, da nas vabijo spet njihova organizacija na Dugi otok. Tako da treba pripraviti se za Dugi otok. Ne? Spet, kot prava domoljuba, sva prijavljena na maraton Radenci in maraton Ljubljana, ne? Dva najstarejša slovenska maratona. Ja? Kot Spličani ne smem, da ne grem na splitski maraton. Ne? In ker je spet v času nabiranja oljk, sva že prijavljena za polmaraton v Makarski, torej drugi po vrsti. Torej, vem, da treba podpreti mlade in
ljudi, ki s srcem se upuščajo v nekaj neznanega in novega. Ker če ne bi bilo takih, danes ne bi govorili o 40. Ljubljanskemu ali 40. maratonu Radenci. Ne? Ali ne vem, kateri po vrsti nočni desetki na Bledu. Ja, evo ga. Zato pravim, če hočeš koga podupreti v njegovi organizaciji, prijavi se pa pridi na dogodek, je tako, ne samo plačaj štartnino, nego se svojom prisotnostjo, ne, reci, vidi, ti ljudje so v pravu, ne, daj jim za prav, to je moj glas za. Dame, gospodje, ste slišali tole? Ja, Matko Josipovič vam pove, kako in kaj. Zelo preprosto je. Super je bilo, Matko, užival sem vsak moment. Vidim, da si že pripravljen, da zaključiva še s kakšnim tonom. Usred tišine grada in usnule ljepote, Miha se čuje gitara, la musica di notte. Ako ste pošli spavat, bila vam laka noć. Marko Roblek i Matko Josipović zakantat će vam doć. Otvori, draga, prozor i slušaj naše note, o ljubavi ćemo pjeva, la muzika di note. Nekaj sam zgrešio. Super je. Matko Josipovič, dame in gospodje, fantastično, če ga hočete videti ali pa slišati v živo. Ja, boste mogli izbirati lokacijo in čas. Ampak ne bo vam žal, jaz se, odkar ga poznam zadnje desetletje, z njim zmeraj tako rad dobim in zmeraj me, ko se ločiva, pusti dobre volje nasmejanega in pozitivnega. Matko, hvala ti za tvoj čas, za tvojo energijo, uro pa pol. Zelo hvaležen. Upam, da se, seveda se, v kratkem vidiva spet v živo. To, Marko, ni težko, ker ti si inspiracija. Zato srečno in vidimo se. Adijo. Hvala ti, pozdraviš Pelo. Hvala, pa. Čau.